Včasih preberem, ko piše, ko je laufo, ja, je bilo pa orgazmično, super fajn, bog, ne to pisati, ko vsi vemo, ko tečemo, da to ni res, ne. Ker ne moreš, ti res trpiš zraven, ne. Ampak moraš to bolečino nekako odmisliš. Ne vem, grem v nek svet in samo gledam na tla in samo meljem in to potem nekako gre pol. Zgine ta kriza in greš naprej, si je hitro lepše, no. Se je zgodilo mogoče 2 tedna, da zaradi kakega vnetja, 3 tedne, da nisem mogla teči, drugače pa res imam srečo in nimam poškodb, nimam tega, drugače pa ne vem, kaj bi počela. Po moje, si sploh ne predstavljam več življenja brez teka. Spoštovani in cenjene, poslušate in gledate podcast Zagret za tek, 81. epizodo vašega najljubšega tekaškega podcasta. Jasno, Marko Roblek je moje ime, danes gostim in se veselim pogovora z najboljšo ultratekačico Slovenije zadnjega desetletja, Celjanko, eno in edino, Natašo Robnik. Nataša, živijo, dobrodošla. Živijo, Marko, živijo. Živijo. Eno leto je že, mislim, da če kakšen teden več, ker so tule komentirala takratni naskok Jima Walmsleyja na svetovni rekord na 100 km, ki se mu je na koncu izmuznil za 11 sekund. Se spomniš še tega dogodka? Spomnim. Jaz sem gledala cel dan, to je bilo sam 6 ur, sem hodila z računalnikom, pa s telefonom po stanovanju, so doma mislili, da sem mečkan, ampak dobro, so vajeni, ampak jaz spremljala seveda. 11 sekund, a ne? Jaz sem bila ziher, da bomo uspeli polno, ampak žal. Ja, groza, mislim, ko je tekel po tisti ciljni ravnini, tistih par 100 metrov in je tista ura tam prištevala, smo vsi jokali z njim, 11 sekund. Če to preračunava na tek na 100 metrov, je to, ne vem, stotinka recimo. Ja, to ni nič. A to ni nič, 11 sekund na 100 km, nič. A mogoče veš, bolj Walmsley spet kaj poskušal zdaj, ko si pri hoki? Veš kaj, jaz njega zdaj spremljala, oziroma ga spremljam, pa v bistvu je toliko trejli, da je ravno zadnjič izjavil, da ne ve, kdaj se bo vrnil sploh nazaj na cesto. Toliko je zdaj v trejl zašel, no. Tako da vprašanje, kdaj bo spet napadel, no. Mislim, da je dobil Western States lansko leto, a je dobil, ali je bil on tisti, nisem pol, nekje je dobil, 100 je dobil. Mislim, da ja, itak, da se je tako. Ja, kaj pa, kdo pa, če ne on. Čak, koliko imaš ti najboljši čas na 100 km? 38. Ja, pa ne, je to zmrzle reke v preteklega decembra. Ja, tako je. Slabo. Ja, slabo. Sigurno. Ampak iskal sem malo tablice, kakšen je slovenski ženski rekord na 100 km, pa nekje ni, mislim, neke pametne številke, ti mogoče veš, oziroma to sploh obstaja neka uradna zabeležka. 8:11 ga ima Neža Mravlje svetovnega prvenstva v Dohi. Bravo, lepo povedano. Kaj bi bil pa zate dober rezultat na 100 km, recimo, da bi bila zadovoljna z njim? Povprečje tempo 5:0, se pravi okrog 28. To je to in to moram še narediti, to sem še dolžna sama sebi. Je pa res, da v Ajdovščini ni glih proga za neke težke osebne rekorde, no. Ni dovolj hitra, bo treba poiskati res eno hitro traso, no. Čist drugo, predvsem pa asfalt podlaga. Tako. Moče kakšno avstrijsko, italijansko, kakšno drugo traso, ja. Je dovolj, ja. Jih je dovolj. Zdaj, pogovarjava se na kulturni praznik, spodobi se pravično, je lepo vreme zunaj. Si danes že tekla? Seveda, sem. To je bilo retorično vprašanje. Povej mi, koliko si pa danes odtekla na 8. februar? Danes 24 km. Nekaj je. Nekaj malega je, bomo rekli. Nekaj malega. Prideva še do tvoje kilometraže, pa do vsega ostalega. Masa prebila letno zdaj, če dovoliš, Nataša.
kot mi je v navadi, bom tudi tebe par stavkih predstavil, da te poslušalstvo in gledalstvo, ki te morda še ne poznajo, verjamem, da večina njih že tvoje ime spremlja kar nekaj let. Nataša Robnik, moja gostja je Celjanka, mati 2 otrok, zaposlena na Zavarovalnici Triglav, v prostem času pa seveda tekačica, ultramaratonka, najboljša tekačica na dolgih progah, na ultraprogah. V zadnjem desetletju tekla in zmagovala je na ultrapreizkušnjah po Sloveniji, po svetu skoraj 40 zmag, če se ne motim, ima že na različnih tekmovanjih, med drugim pa beležiš tudi 3. mesto na slovitem ultramaratonu in prav tako 3. mesto na še bolj razvpitem špartatlonu. Si državna rekorderka na 12 in 24 ur, udeleženka svetovnih in evropskih prvenstev in dejansko tekačica, ki še zdaleč ni rekla zadnje besede. Sem se kaj zmotil, fejst? Ne, v bistvu si kar lepo povedal. Ja. Izpostavil si tisto, na kar sem najbolj ponosna. Ja, je pa kar nekaj se je tega nabralo. Bistvo si kar povedal. Ja, čas je že bil, ja, da narediva tale pogovor, Nataša. Kar nekaj ultrašov sem tule že gostil v preteklem letu. No, seveda, se rekel, slej ko prej, bo čas tudi za Natašo, da mogoče narediva en recap zadnjih 2 let za začetek, recimo, da se pokoronski čas bliža, vsi držimo pesti in odkašljujemo, po 2 letih bil že čas. Je tebe koronski čas recimo prizadeval v smislu, da ti je odpadlo kaj dosti dirk, da ti je vzel motivacijo ali pa mogoče niti ne? Pravzaprav ne. Imela sem to srečo, da sem korono zaenkrat tudi lepo zaobšla. V karantenskem času, v lockdownih sem pravzaprav samo več tekla, kot sem ponavadi. Je pa res, da je to bilo 2020 je bil prvi lockdown, je res, da takrat tekem res ni bilo. Takrat sem bila kar malo žalostna, ker sem imela kar lepe kilometre, kilometrino, ampak sem našla pa 24-urni tek, ki sem ga tudi odlaufala v Italiji, drugače pa ne, se nisem dala ravno veliko motiti, pa če tekme ni bilo. Tečem v končni fazi za svoje vesele, ker to rada počnem, tako da je super, če je tekma, če ni pa pač drugič. No, ker se vendarle po teh koronskih časih pa tekme vračajo, koledarji se polnijo, je tvoj koledar za letošnje leto že zapolnjen? Je. Načeloma je, zdaj bom rekla, sezona v bistvu stoji na tem, kaj se bo zgodilo čez dobra 2 tedna v Barceloni. Grem na 24-urni tek in če bom tam izpolnila tisto, kar že sam sebi dolgujem, že odkar tečem na 24-urnem teku, kar vem, da sem sposobna, če mi to uspe v Barceloni, potem bom šla septembra na špartatlon. Sem se tudi že prijavila, če mi pa slučajno se zopet, ne vem, kaj podre v Barceloni, bom šla pa na evropsko prvenstvo septembra, vmes pa seveda državno prvenstvo 12 ur v Kranju. To pa je definitivno ni za spustiti. Tako, lepo povedano. Če si že povedala, da greš poravnati račune, mislim, da imaš koliko, 218 je tvoj najboljši rezultat na 24 ur? Tako je, tako. No, kam pa ciljaš čez 14 dni v Barceloni? Ja, mečkam više že, no. Zdaj, tako bom rekla, tisto, s čemer bi bila zadovoljna, je 230 kilometrov. Če bo 230, bom zadovoljna, no. Vem pa, da ob nekem idealnem dnevu, ki ga še vedno čakam, vedno se nekaj zgodi, nekaj podre, pa bi lahko bilo res tudi kak kilometer več. Bomo videli, no? Nič preveč ne smem izsiljevati, pričakovati, ker vem, da je to potem ponavadi se ne konča dobro. So pa to neke želje, no. Zelo ambiciozno. Bomo držali pesti, jasno, Nataša, 230. So take nore številke, no, zadnjič sem govoril z Luko, videti, če mislim, da ima 233 največ kilometrov v 14 urah. Že to je, spoštovani, preračunajte, 230 oziroma 240 km, 10 km na uro, 14 ur zapored. Evo, z vsemi postanki, z vsemi počitki, z vsemi prehranjevanji vmes. Tako da, ja, spoštovanja vredna razdalja. Nataša, se kaj posebej pripravljaš za teh 24 ur zdaj, ne vem, morda
tečeš na lepem, skoraj da pomladnem soncu v Bundi, zato da se pripraviš na toploto Barcelone ali pa kaj podobnega? Ne, jaz pa mi čakam, da pridem na toplo, zato ker mene v bistvu zebe skozi. Tudi zdaj, ko je zunaj, pa je lepo, pa mene skozi zebe. No, jaz imam res rada toplo, tako da to mi je super, če bo nekje res 15 do 20 stopinj, bo ravno prav. Drugače pa, trenirati je treba, kilometri se nabirajo, krogi se na štadionu obračajo tudi v Celju, tako da predvsem je bistvo, da ker je tekma na štadionu v 400-metrskem krogu, da predvsem jaz vem, da moram v glavi odmisliti ta krog, da pač tečeš, ali to na cesti od točke do točke, ali pa tam v krogu, bistvo je na 24-ursnem pogonu in to je to. Na koliko ur se obrača smer teka na štadionu? 3. Na 3 ure. Se pravi, 7-krat se obrne, pol je pa konc. Pol je pa konc, tako. Ok, mislim, hoče malo si v glavo dati, kako to zgleda, ampak očitno bom mogel enkrat probati, če bo meni grozami že 24 ali pa 15 krogov na štadionu, kaj šele 24 ur. Saj gre, no. Ravno lani smo v Bosni, je bil celo 350 metrov krog, v Cazinu. Tam je bilo vročko v peklu, ampak nekako sem bila presenečena, sem prvič na štadionu tekla, da v bistvu dejansko odmisliš krog in se skoncentriraš na 24 ur. Ni bistvo, kje tečeš, bistvo je, da tečeš 24 ur. Samo to je tisto, kar moraš klikarje v glavi obrniti, pa gre. No, sej, smo se srečevali na teh krožnih tekih, kot so Sladkih 6 ali pa Four Marathon in marsikateri tekačev, tistih, ki niso bili vešči ultramaratonci, dejal na koncu in preteku bistveno več, kot bi drugače. Da ravno zaradi tega, ker je cilj bil ves čas oddaljen največ kilometra ali pa 2, in praktično si imel v glavi, še en krog naredim, pa nekaj popijem, pa pojem, pa še en krog naredim, jih kar naenkrat narediš bistveno več, kot bi jih drugače. Morda je tudi to neka psihološka prednost, kot je lahko za koga slabost? Ne vem, jaz nekako imam v glavi tako, da bom vsaki 10 krogov pila, nekako si razdelim, da mi bo tudi čas hitreje minil, drugače pa tukaj definitivno muska v šesih, ker drugače se ti lahko res bolj po ne vem kolikih urah že počasi se ti malo začne rolati, ampak bo šlo, bo zanimivo, konkurenca bo divja in to mi je top, zato ker bo motivacija, ker v končni fazi že ego mi ne bo postojil, da me bo punca za 30 km premagala, bo treba kar delati. Pride evropska rekorderka Tereza Falk, pride Dominika Stelmach, rekorderka na 100 km, prvič teče 24 ur, ima divje cilje, v bistvu je kar nekaj, pride Futista, grški lanski špartatlonski zmagovalec, dela tudi take kilometre imajo, bo kar zanimivo, Lopez, bo v bistvu res svetovna imena bojo na štadionu in bo treba delati, da boš nek dostojen rezultat naredil. Še za nas lajke zaupaj, verjamem, da trudiš se, da čim dalj časa tečeš v istem tempu, ampak neobhodno najbrž tempo tudi pade s časoma. S kakšnim tempom pa začneš recimo tako 14-urno preizkušnjo? Jaz nekje okrog 5:30, 5:25, 5:30, kar je mogoče za kanček še prehiter. Ampak problem je v tem, da se veliko bolj utrudim, če tečem prepočasi. Jaz zdaj tudi na štadionu sem naredila ogromno kilometrov in se trudim ta 5:30 tempo, jaz ga nikakor ne ujamem na štadionu. Tam še pa lažje, ker pač ni nobene ovire, poiskala sem nek tisti najbolj ekonomičen tek, da najmanj nogo dvignem, da res nimam neki, ampak je res težko laufati počasi na štadionu. Tako da nekje 5:30 bom poskušala štartati, ne smem si dovoliti, ker vem, sem že plačala ceno, ker sem začela prehiter in vem, da moram začeti počasno, ker če ne bom potem na koncu crkvala, po domače povedano. Zdaj mi je jasno, kaj si mislila zapisati na Stravi, ko je pisala ciljni tempo 5:30 pa #fail, pogledam si šla 5:25, pa sem mislila, da se pač hecaš, zdaj vem, da to ni heca, ampak da si se trudila počasi teči, pa enostavno ti
iznesel, bravo. Ne gre, ja. In je kar težko, no. Ampak bo treba, no. Bo treba. No, na Stravi sem grede zapazil, da imaš leto že več kot 800 kilometrov. Lepa številka za dober mesec. Res. Koliko mislim, da je bilo 670 januarja, zdaj ne vem, koliko februarja, nisem niti gledala. Ja, kar veliko je, no. Se pravi, ravno zaradi tega, ker mi je že v začetku, jaz ponavadi tako januarja, malo več, februarja, marca delam več kilometrov zaradi baze, ampak sem pa videla, da mi letos gre tudi kar precej hiter, dober puls, res ful nizek. Res, in ravno zato sem tudi eno tekmo šla prav iskati, eno tekmo v tem obdobju, ko vidim, da sem zdaj že, sem res dobro pripravljena že zdaj, no, glede na to, da je februar in kilometri kar grejo in ugotavljam, da več kot teče, manj sem utrujena, boljše mi gre, manj me kaj boli, prav super, no. Kako je to dobro slišati, pri meni se dogaja ravno obratno, ne? Ampak, mogoče ne delam dosti kilometrov, delam premalo kilometrov, pa sem ves zmatran, mogoče bi mogel še enkrat več, pa ne bi bil, ali pa neče ne bi čutil. 150 na teden gladko, ali pa še več, jih zdaj narediš na leto, ne vem, 6-7 tisoč, je to običajna letna kilometraža zate? 6,000 je maks bil, nikoli več, zato ker potem pride pa tekma, pa pol ne tečem, jaz si potem vzamem regeneracijo, da se spočijem, pa ne vem, teden dni, 14 dni tudi ne tečem, tako da na koncu nekje 5 do 6 tisoč je tista neka normalna kilometrina, ki pa tudi vidim, da mi tudi, kar se tiče telesa, fizično mi tudi, jo tudi lahko normalno prenesem, brez poškodb, brez česarkoli, to je dovoljno, vsaj za mene. Super, mislim, izjemna kilometrina. Čeprav zadnjič Luka Videtič bi rekel, da jih naredi 10 na let, zabeležen ima tudi vseh 180 tisoč, ki jih je naredil v življenju. Imaš ti mogoče v teh 15 letih, kar se s tekom intenzivno ukvarjaš, ali pa resneje zabeleženo, koliko kilometrov v tem času si naredila? Na zadnjem, ko sem gledala, kar beleži imam, ne vem, nimam tako veliko, okrog 60 tisoč, no. Mislim, nimam veliko, narobe sliši, ja. Ampak niti približno tako veliko, ko recimo ogromno drugih, bom rekla, ultrašov, ne. Ker recimo, če vzameš za primerjavo Veronika Jurišič, Hrvatica, ona jih dela letno 13-14 tisoč. Ja, maraton vsak dan. Ja, enkrat sem poslušal podcast z njo, je rekla, človek mora šiht narediti, pa se mora pa sprostiti, pa je lafa 40 km, v redu, Veronika. Ampak nekaj druga, treba vsem početi. Tako, ja, ona očitno je tek res glavna preokupacija, super, no, da to zmore njeno telo, tvoja kilometraža je mogoče malo bolj prijazna. A treniraš vsak dan ali imaš tudi še dan počitka, to mi je glavno vprašanje. V bistvu letos prvič januarja prakticirala, da cel januar v bistvu nisem vzela niti enega dneva prav počitka. Sem šla, ne vem, na ponedeljek, po dolgem teku sem šla pa naredila 5 kilometrov, pa potem še vaja za moč, pa strečing, recimo, ne. Ravno toliko, da sem malenkost noge zavrtela. Moram reči, da mi to ful ugaja, no. Sem pa prejšnji teden, potem sem se mogoče majčkeno slabše počutila, malo me je prehlad hotel dobiti, pa sem potem 3 dni, en dan nisem laufala, 2 dni res tako zelo počas, pa je bilo v redu, no. Tako da sem, drugače pa načeloma tečem 6-krat na teden, no. Vsaj do zdaj sem, no. Letos to je bil prvič januarja, da res nisem počivala nič. Zdaj, nek laik si morda predstavlja, da ne vem, 150-200 km na teden, pač je glavnina tvojega treninga nabijanje nekih kilometrov, ampak se pogovarjam z ultraši, pa marsikdo, no, pa spremljam zdaj tudi malo Sorokina, svežega rekorderja na daljših razdaljah, no, kaj počne, ne, pa vidim, marsikdo ima intervale, pa tempo teke, pa tako naprej. Kako pa recimo tvoj trening izgleda? Je tudi tako različen ali je, ne vem, glavnina še zmer pač kilometri? Ma ne, v bistvu jaz imam zelo rada intervale, tudi kak fartlek, ravno dan sem, ne vem, naredila, pa sem naredila 4-5 intervalov po uri, ne vem, za
za 4:10 ali 4:05 neki tasga tempo, toliko da mečkam razleti. Imam še vedno rada hitre noge, kljub temu, da res nabijam te kilometre. Drugače pa, če se jaz pripravljam za eno tekmo, jaz vedno delam intervale in to začnem na 500 jurja, tudi 3. Tako, delam prav po planu, trening, tako mora biti. No. Mi je dolgočasno, skozi samo teči. Mora se nekaj dogajati. Ne. Se mi zdi, da mi je težje narediti 1 uro treninga res dobrega, kakovostnega, intervalnega. Sem veliko bolj utrujena, kot pa če naredim 30 km tam na tempo 5:15 recimo. Ne. Mi je to res lahko vsak dan tečeš. Ne. Intervalnih pa teh, pa se pravi, eni uri si tak, da komi domov včasih pridem. No. Mi je to super. Bravo. No, sej, nekateri ultrašov mi pred časom dejal, da so intervali pomembni predvsem zaradi tega, da si povečuješ svojo maksimalno hitrost, ker vendarle teč potem 100 na 5:0, ne, je drugače, če je tvoja maksimalna hitrost 4:30, kot če je tvoja maksimalna hitrost 3:45. Ne. Si bližji svojega nekega taktnega prava, kar mi dal misliti, no, in mi zdaj jasno, zakaj. Recimo tudi ti delaš intervale, pa fartlek in podobno. Tečeš večinoma na cesti, greš tudi kaj v gmajno, na trejle in tako naprej? Zelo odvisno na to, na kakšno tekmo se pripravljam. Zdaj, letos recimo, glede na to, da grem laufati na stadion, res bolj kot ne samo cesto. Tečem samo cesto, drugače pa bom šla na Špartatlon, recimo septembra, pa me čakajo višinci tudi, zato ker tja pa nimaš kaj čist brez hribov. Mi je tudi fajn, mečke ne razbiješ to monotonost cesta, vse je super cesta, ampak se tudi naveličaš skozi ceste. Grem rada, 30 km naredi tamle mečkam po hribih, malo gor, dol in je super, no. Grem rada. Zdaj pa eno vprašanje, če bi te predstavili recimo 15 let nazaj v preteklost, pa še bi takrat dorekel, da bo pri 45 tvoj način življenja tek, bi mu verjela, bi mu rekla, da je nekaj sretno. 15 let, kdaj zelo ravno računam, kdaj sem začela teči. Tudi malo več že kot 15 let. Že več kot 15 let bo, aha? No, v bistvu, ja, ko je ta mala je bila stara 5 mesecev, ko sem začela hujšati, se pravi januarja 2005 sem začela teči, ja, že malo več. Pa že 17 let, lepo. Ja, ampak je pa res, da nisem si predstavljala, da bo to tako intenzivno, ne? Da zdaj v bistvu, sploh zdaj, ko sta otroka velika, lahko grem teči kadarkoli hočem. Luka je na faksu v Ljubljani, tam mala 3-letne gimnazije, v bistvu me kar čudno gleda, če sem doma, ne, oziroma me spravlja od doma. Tako da ja, nisem si mislila, da bo tako zelo močen tek posegal v naše življenje. No. Ampak, mislim, te zgodbe tudi marsikdo ne pozna, kriv za vse skupaj je Bogdan, tvoj mož, ki te je sprovociral, da 15 km ne moreš prelaufati, takrat, ko poroda je tako. Ja, v bistvu res, ne. Jaz sem takrat začela v bistvu hujšati in sem tekla tle, 200 metrov in tako več nisem mogla, pa sem malo hodila, pa to, pa ono, pa prišla spomladi. Pomlad pa je rekel, Bogdan, se 15, pa tako ne moreš v uri 45, ne. Mi je dal. Sem zračunala, pa dejno, za tak šok pa tudi nisem, da ne morem to, ne. In sem šla. In jaz sem takrat v uri 28 odlaufala 15 km. Jaz sem bila itak najbolj ponosna na svetu, takrat na sebe. No, pa sem pa tekla. Pa me je pa enkrat kar prijavil tlele na tek ob Savini, 6 km, mislim, da je bil. In sem tiste kar zmagala, ne. Pa me gleda, ja, glej, ne vem, odkot je prišel, pač sem tekla. Pa takrat, pa sem še šla na kak tak, ne vem, bom rekla, ti lokalni teki, ampak nič kaj zares takrat, dokler se nisem odločila, da bom tekla maraton v Logarsko. Ja, pač doma si tam ne z Celja, jasno, da je Celje Logarska dolina praktično na tvojem pragu, se dogaja vsak leta, ne, in skoraj logično je bilo, da je šla enkrat saj eno razdaljo odlaufati, ti si se odločila najprej za maraton, pa ni najlažji ti maraton bil, ne? Ne, v bistvu prvo razdaljo sem šla iz Luč, sem šla takratko. Sem šla iz Luč, potem naslednje leto sem šla, pa mislim, da je to bilo isto leto, ko sem, leta 2006,
sem šla iz Luč, 2007 sem pa tekla svoj prvi maraton. Ja, in sigurno iz Mozirja v Logarsko, v bistvu gre skozi Mečkan gor, sem si izbrala kar težek maraton za prvega, no. Ampak sem ga zagrizla, no. Zdaj, če si izbereš ta prvi maraton, smo včasih rekli nekaj tako zagulenega, kot je recimo Mozirje Logarska ali pa Radenci so včasih za to veljali. Pomeni, ali se v tek res zaljubiš ali pa nikoli več tega ne poskusiš. No, pri tebi se je očitno zgodilo prvo. Prvo, ja. Ja, v bistvu mi je bilo res... Se trpiš vedno, sploh mislim trpiš. Ja, seveda trpiš, kot Kristus tam, sploh na prvem. Sploh tistih hribih gor, ko imaš občutek, da laufaš na Triglav že pa na koncu, ker ni ne konca, ne kraja tega brega, ne. Sploh iz Solčave gor. Ampak ja, nekako takrat sem bila, mislim, da celo 4, 4 ure, 8, 4 ure, 9, nekaj takega sem imela čas. Za prvič, perfekten. Ja, ne. In sem dobila kar mečkan zagona, ne. Tako da ja, ta je bil prvi, pol je pa še, mislim, da sem še Ljubljanca, pa Radence, no pa sem pa že šla kar v Logarsko, no. Celo pa naslednje leto. No, ja, cela Logarska, ki je zdaj par let ni več, zdaj niti supermaraton, ultramaraton, supermaraton, vsaj mene imel v teh letih. Jaz sem bil 2 ali 3 tam, 2 sem tekel, mislim, da sem prvič tam 2009. Takrat si že bila znano ime tega ultramaratona, kasneje še bolj, no, mislim, da sem tam 10-krat, pa ne vem, kolikrat sploh nisi zmagala na najdaljši razdalji, ne vem, če sploh kdaj. Koliko zmag imaš od 10 nastopov? Ne, samo 2, v bistvu sem čakala na to zmago. Bravo. Ja, samo 2. Samo 2. Mislim, da imam 2 zmagi, 4 druga, pa 3 tretja, mislim. Okay. 10 sem jih pretekla. No, še to zadnjo sem šla, ker sem slišala, da bo zadnja. Sem rekla, glej, grem za to, ker je 10. Kljub temu, da sem čez en teden smo imeli svetovno prvenstvo na Hrvaškem na 100 kilometrov, sem rekla, lej, vseeno mi je, kaj bo z svetovnim. Itak tam grem za to, da grem. Nekih rezultatov jaz na svetovno prvenstvo na 100 kilometrov ne morem narediti. Mi je pomenila ta Logarska res ogromno in takrat sem jo zmagala. Drugič, prvič sem je pa leta 2013, takrat sem tudi fantastičen, bil tudi čas 6 ur, 9 minut je bil vrhunski. Takrat je kar letel, kar po luftu. No. Takrat je bilo najbolj enostavno tečiti mi v Logarsko, v bistvu. No. Prav. Ne vem, kako to, ampak je bil res tisti dan, ko se vse poklopi. Vrhunsko. No. Res škoda, no, ta znameniti ultramaraton ni več na sporedu. Mogoče veš, imaš kaj stika z organizatorjo, pa s temi, ki so potem prevzeli, je še kakšno upanje, da bi se kdaj vrnil na ta dirka? V bistvu nikakor ne pridejo skupaj. Celjski sejem je prevzel organizacijo potem zadnji 2 leti. Problem je tukaj v Logarski je problem, zato ker domačini ne dajo prostora, tam nikakor se ne morejo dogovoriti. Cene najemnine za ta en dan, 2 dni so take, da v bistvu si ga ne morejo privoščiti. Mislim, da je na zadnje leto celo 4.000 evrov zahtevala ta plesnik, ne, za en dan, to ne moreš. To ni variante, da si pokrijejo, ne. Tako da so potem na tistem travniku je bil že cilj zadnje leto zraven plesnika, v bistvu ona je celo dom zaprla in nikakor ne pridejo skupaj. No. Tako da mislim, da prav te izvedbe več ne bo, čeprav sem zasledila na internetu, da ne bi bilo pa letos kontra, no, ampak pustimo to. Ja, pustimo se presenetiti, ja, smo vsi zapazili ta najhitrejši ultramaraton v Evropi, ali nekaj tako se naziva. Ja, mislim, jaz mogoče pridem s Kirco, evo, pa da vidim, če je skos nadol. Piše, da je skos nadol, pa da vidimo, če je res. Ja, se v bistvu, če gre čisti iz Logarske do Celja, je res, bo kar šlo navzdol, ne? Bo zanimivo primerjati pol čase te kontra Logarske, nekdanjo Logarsko, pa da vidimo, ja. Ja, res je. Če ta padec res pomaga. Veliko se pogovarjam tudi v tem podcastu o tem, da klasični cestni tek zadnja leta, no že pred korono izgubljal, no, stagniral, potem izgubljal na popularnosti. Po drugi strani, trail teki so vroča roba, ampak zanimivo pa tudi, da ultratek, ne samo v Sloveniji, tudi nasploh, je vedno bolj popularen. Čemu ti pripisuješ, ta trend
popularnosti. Ne vem, ampak je res, ne, bom rekla, še bolj, pa mogoče res, da zdaj tudi v Sloveniji malenkost boljš kaže, kot je kazal pred letom ali dve. Drugač pa, čemu ne vem, v svetovnem merilu je res ultratek je ful vzponu, ne. In so tudi izjemni rezultati delajo zdaj, tudi vrhunski tekači, v bistvu so tekači, ki živijo od ultramaratona, ne delajo druga, v bistvu so profesionalni športniki postali, ne, kar precej takih zdaj poznam. V Sloveniji pa tudi, bom rekla, počasi sledimo, jaz bi si sicer res želela, da bi to šlo, da bi, ne vem, konkurenca, da bi se majčkeno dvignala, da bi bilo malo bolj zanimivo na teh tekih pri nas. Čeprav z organizacijo Klemen Maja, jaz tukaj moram povsod vedno jih pohvalim, poudarim, da res ta 12-urni tek sta spravljen na res zelo visok nivo in kar dosti tekačev tudi naših pride, že zaradi tega, ker je pač organizacija vrhunska, ne. Potem je tudi ta stop mrzli reki, je tudi boljše, čeprav mogoče meni timing ravno te tekme ne odgovarja in tudi, ko se pogovarjam z drugimi tekači, mogoče res ta čas decembrski ni najbolj primeren, no. Ampak ja, tako je, jaz upam, da bo šlo tudi pri naše navzgor, no. Bi pa še vedno pogrešam kako tekmo več, kaki ti urni teki, čeprav zdaj mislim, da bo aprila v Kopru, da se Luka ravno nekaj trudi organizirati. Prav prvo, ne vem, nisem niti gledala štartne liste, koliko ima prijavljenih, koliko je tekačev, jaz bi si želela, da bi tekma dobila certifikat, ne, v bistvu proga certifikat, ker če proga nima certifikata, v bistvu... Ja. Dosežki potem morda ne... Dosežek nič šteje, ne? Tako. Škoda. No, verjamem, da Luka tudi v tej smeri razmišlja, ja, to je slovenski 14-urni tek, ja. Tako, ki ne bi se zgodil 1. aprila v Kopru na Bonifiki. Zdaj najbrž, so bile dirke, že omenjena Logarska je bila, no, potem so bili večurni teki, kot je bil že prej omenjeni Sladkih 6, pa For Maraton, ki je tudi zdajle ga korona malo ustavila vmes. Ja. Kaj bi še manjkalo, mogoče kakšna klasična 100 ali pa, ne vem, kaj bi po tvojem mnenju še lahko postavilo slovenski prostor? Ne vem, Hrvati imajo zdajle zelo kratkem državno prvenstvo, mislim, da je še vedno na Polojsko ultro, ker je vrhunska, tudi Slovencev, vem, da gre cel kup dol. Tako, ne, mogoče kaj takega še manjka, ne vem. Jaz si želim backyard ultra. Jaz bi to ful probala, res to me srbijo pete, nenormalno. To je tek, da se mi zdi, da je tako zelo zanimiv, no. Mogoče si ga bo pa kdo se odločil organizirati, no. Evo, sva vrla. Tudi malo sem že Klemna napeljevala, ampak jaz vem, da imamo ful dela s te 12-urno, ker ga res letos bo res zgleda tipi-topi še boljš, če sploh lahko še boljš. Ampak ja, to je en tak tek, ko bi recimo jaz ga ful imela, no, v Sloveniji. Bravo. No, mogoče bo pa naletel to na kakšna ušesa, pa bo potem, če ne prej, pa kasneje, ko se izvede tudi državno prvenstvo na 12 ur letos, ko pridejo smetana evropskega svetovnega teka, sem se rodila. Še kakšna stvar, da je moja Nataša, to me zmer zanimalo, no, sej z ultraši, bil sem kratek čas, tudi malo, sem potipal ultro, vem, da sva skupaj tekla leta 2010 na zimski Trans Sloveniji, to je bilo zame najdaljša preizkušnja, za crkant. Ampak zelo zanimivo, no. Zanimivo mi je bilo, ne, vmes med tekom komunicirati pač z vami, z drugimi, pa malo potipati, kaj človeka žene, da to počne, ne. Kakšne v bistvu so lastnosti, ki jih pač pravi ultraš načeloma mora imeti, da v tem poslu obstane, ne vem, to trma sigurno, postrajnost, pa samozavest, ne vem, še kaj tazga. Predvsem jaz tukaj se mi zdi, da je zelo pomemben prag bolečine, ker dejstvo je, da če ti tečeš 24 ur, ne vem, 20 ur, 24 ur ali pa še dlje, da te bolijo noge, boli to, boli ono, skozi te nekaj boli, no. Zdaj, če bi rekla, da je to res, včasih preberem, kje piše, ko je laufo, ja, je bilo pa orgazmično, super fajn, o bog, ne to pisati, ko vsi vemo, ko tečemo, da to ni res, ne.
ker ne moreš ti trpiš, res trpiš zraven, ne? Ampak moraš to bolečino nekako odmisliš, recimo žuli, pa to jaz pravim, pa razne odrgnine, pa ne vem kaj, to v bistvu sploh ne smeš čuditi, no. To pač zignoriraš in to ni problem, ne sme biti problem, ne, na enem teku, ne. Ne vem, jaz vztrajnost, nepopustljivost, res moraš iti, moraš znati zobe stisniti pa iti čez vse te krize, se na hitro zmeniti sam sabo, predvsem pa moraš znati biti sam sabo. To je eno tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, ne? Ker v bistvu moraš biti sam sebi najboljša družba, ker načeloma si sam in v bistvu moraš res cel dan sam sebe znati motivirati, se spodbujati, se nekako spravljati v pogon, da greš naprej, ne, za ciljem. Bravo. No, to je lepo povedano, no, pa še malo nadaljujem, mogoče malo provokativno, ne? Če bi to vprašal kakšnega Dušana Mroleta, bi to morda nekam poslal ali pa bi mi povedal par krepkih, ali pa bi mi to potrdil, ampak kaj pa ego, recimo, ne? Zdaj, na maratonu, ne, se da tudi brez tega odlaufati tistih 42 km, ampak tukaj govorijo 100, 200 in tako naprej, ne? A moraš na en način sebe postavljati na prvo mesto, ne? Lahko rečemo temu pač ego trip ali pa ne, ali pa kaj drugega, ne? Ampak koliko je tle v tem primeru to pomembno, da mislim, ko je res težko, ne, se moče na ta način izvlečeš naprej, ne, da ne popustiš, da nisi preveč ponižen pred bolečino, kot si že sama rekla, ne, ko, ne vem, Videtič reče, začneš laufati takrat, ko itak ne moreš več, ne, to je ta prava ultra, ne. Ja, se takrat se šele začne. Tako, a ne, kaj ti misliš o tem, sem prav, rabaš to notranjo, rekel, ne vem, mal sebičnosti, ali pa kakorkoli bi temu rekla, no, ko bi ti to imenovala, no, da uspeš premagati, rekel, da prvo sam sebe, potem tudi okolico in, ne vem, bolečino in tako naprej. Ja, v bistvu, ne vem, kako bi to, sploh ne kako bi se izrazila, ja, nekako moraš iti čez, ko ne moreš več iti, v bistvu, ko ne gre več, jaz še vedno gledam na to, jaz sem mama, in če jaz nekam grem, jaz nikakor v prvi vrsti si želim, da v bistvu grem za ciljem, v bistvu že zato, da ne razočaram svoje družine doma, ki so ostali doma, ne vem, otroka še, ko sta bila manjša pri babicah, tako, v bistvu daš vse nekako na stran, postaviš sebe kot res kot zelo egoistično na tisto prvo mesto in greš in nekako tudi to je meni en velik motiv, da v bistvu, da poskušam ne odnehati, čeprav vedno ne uspe, ne. Nekako vztrajaš, ne vem, jaz ponavadi takrat, ko mi je res težko, vidim, da res ne gre več, ne, v bistvu, da ne gre, ko mislim, da ne gre več, da nekako pogledam v tla in samo, ne vem, grem v nek svet in samo gledam na tla in samo meljem in to potem nekako gre pol. Zgine ta kriza in greš naprej, si je hitro lepše, no. Težko razložiti. Lepo si to začela, no, mogoče še, če to nadaljujeva, relacija, recimo, ne, okej, nek maraton grem jaz lahko sam odlaufati, sam zase, sam sabo, brez suporta in tako naprej, ampak pri teh dolgih ultrah si pa odvisen že spremljevalne ekipe. Se pravi, kakšna je pa tukaj relacija? Kako tekač zdaj razmišlja, da, ne vem, tam 3-4 ljudje za njega delajo, ne vem, 24-30 ali pa tako več ur, ne? Tukaj tudi ne smeš biti preveč romantičen, pa na te stvari gledati kako drugače, kot to je biznis, ga je treba narediti in vsak ima svojo vlogo in ko bo tega konc, se bomo pa objemali. Tako, ja, zelo velike, v bistvu, zelo velike tega od suporta, ne, je odvisno od suporta. Jaz recimo, meni je bilo najtežje 2016, ko sem odstopila na špartatlonu, ker takrat je bila prvič zraven hčerka. In takrat sem že od začetka trpela kot Kristus, že na 10. kilometru in ta agonija se je vlekla do polovičke in potem sem rekla, jaz imam dosti, ker enostavno nisem več psihično tega zmogla. Poleg tega sem pa vedela zraven, da imam tudi hčero zraven in imeti nekoga zraven, kateremu se ti lahko tudi smiliš, ne?
to je v bistvu, to je najslabše. Ne? Prvo, kar je v suportu, moraš imeti nekoga zraven, jaz vem, jaz imam ponavadi Bogdana in samo njega, ker on točno ve, kaj rabim, kaj ne, ampak se mu ne smilim. On ve, da jaz to rada počnem, da jaz to delam zato, ker rada, in on ve, da je tudi hudo in da se mu ne smem smiliti. Jaz to ne pomeni, da se mu ne. Tudi sem že videla solze v očeh njegovih, ko sem jaz jokala, da sem laufala. Ne? Ampak nekako tudi zaradi support, ravno lani je na Špartatlonu odstopila, tako je bila 2019 druga, Rusinja je odstopila Masanova, ravno zaradi tega, ker je imela v supportu ljudi zraven, ki so se ji smili. Joj, ne, zdaj pa ne moraš več Boga. In kot enkrat slišiš, zdaj sem pa Boga. Gotovo, smo kar zaključili. Zanimivo. Ne, to je, ja. Se pravi, tako kot se spremstvu tekač ne sme smiliti, tudi tekač v tistem momentu se mu spremstvo ne sme smiliti in mora pač od njih zahtevati vse, zato da pač on ohranja vitalne funkcije za gibanje, če te prav razumem. Tako, on točno, recimo Bogdan točno ve, dokdaj, dokam jaz, kje so tiste meje, ki je dost, zdaj pa se used, pa gremo. To mi je letos naredil na Balatonu, ker jaz nisem hotela še nekati, je rekel, used se v avto, konec je. Mi odprl samo avto, grema. Mora vedeti tudi, kje je tista zdrava meja, ker jaz tudi nisem toliko pripravljena iti čez vse te meje, eni so pripravljeni kar dol paditi. Jaz rada tečem, to delam zaradi veselja, ne zato, da zdaj tam, ne vem, da me bojo pobirali z ceste. In to moraš, če sam to pride trenutek, ko sam tega ne dojameš, ko možgani tega ne morajo sprocesirati, mora vedeti tisto, ko je zraven, kdaj je dovoljno. Ampak ne pa prekmal, za vsako te nekaj boli, ne mora reči, dosti, ajde, gremo domov. Ja, zelo zanimivo je ta meja, kdaj je dosežena. Posebej, če vaju spremljam, da sta ta tandem že od vsega začetka, večkrat sem tudi občudoval pare, ki imajo, ne vem, ki živijo skupaj, imajo družino skupaj, pa furajo še ob tem biznis skupaj in so praktično cele dneve skupaj, kako preklapljati iz enega v drugo okolje. Pri vama je, ne vem, na eni strani družinsko okolje, potem pa te ultre, ki so psihofizično zahtevne, tudi emocionalno za oba dva, ki je treba pa preklopiti, le pa ni romantike, tako kot zdaj že povedala. Ste že navajena, ampak a je bilo to težko, so tudi spori, kdaj vmes, je tudi kakšna stvar, ki mogoče se potem vleče, pa jo morate razčistiti na en način. A imate to že v štartu vse razdelan in kar se tam zgodi, se pač zgodi? Se tam zgodi in ko je v cilju, se vse pozabi. To je definitivno, če se dogaja marsikaj, Tisto, ki je najdva že poslušal, pa videl, ko smo se midva skregala med tekom, jaz tudi mislil, ta dva se pa tudi ne vem, kaj delata tle, Bogdan že recimo kar dobro ve, on me pogleda, on ve, ali sem jaz v redu, ali nisem v redu, ali trpim, kdaj zares trpim, kdaj se kar delam, da trpim, pa iščem v bistvu potuho, neko usmiljenje, ker to potem možgani delajo pač neko svojo igro grejo. In zdaj ti moraš biti močnejši. Mogoče, tako si prej rekel, tisti ego mora to vsem peljati po neki poti do cilja. In ravno ena taka prigoda je bila na Formaratonu, mislim prvič, ko sem ga zmagala, takrat sem jaz, ne vem, to je bilo leta 2010, tako, sem imela Ahilovo vneto po Trans-Sloveniji, pa sem šla pa na Formaraton. Pa je Bogdan rekel, bom laufal s tabo, ok. Pa mi dva laufamo 4 ure, pa sem vodila ne vem koliko, zdaj pa jaz ne moram več, ne bom več. Pa me gledal, pa kaj je s tabo narobe? Ne moram več, pa Štefan Robič je takrat z nama laufal. Ne moreš, ne more, mene bolijo noge, jaz sem zaključila, jaz bom zdaj nehala, ti pa laufi. Ko je to bilo res tako, pravi prepir, ampak takrat je pa Štefan skočil. Takrat je Štefan rekel, Nataša, tle imaš eno skutino telečinko, Coca-Colo, pojej, popi, pa bo boljš. In je res bilo boljš, Ampak je kar mečkan stran stopil, ko smo začela se prepirati. Ampak dobro, takrat je z mano tekel, drugače pa zdaj tako, ve, kdaj mora reči, dej ne seri,
bež naprej, ne? Da lepo rečem, ne? Pa me nažene naprej, laufi, ker točno, se pravim, on ve, kdaj trpim in takrat, ko jaz trpim, ne bo mi rekel niti besede. Samo stoji ob cesti, samo gleda, točno ve, da mora biti, da je kriza, da trpim, da moram to zborbati, ne. Vse pol je boljše, ne. Je pa res, da ko je pa res že, ne vem, na nekem špartatlonu, ko si ti na 220, 230 kilometrov, trpiš skozi, ne. In takrat pa mora res najti tiste prave spodbujevalne besede, da te vseeno malo naprej potisne, ne, ker je... Vse te vleče cilj, ne, ampak vseeno rabiš neki, da ti pomaga, no, da te potegne do konca, no. Je mogoče tukaj drugače, no, pri vama, kot čisto v klasičnem spremstvu, ker so ljudje, ki morda nikoli niso laufali ultra, Bogdan je bil ultraš še pred tabo, tudi na Šparti je bil enkrat, ne, je mogoče zaradi tega tudi ta njegov mindset pa ta connection bolj uglašen na en način? Mogoče je res, ne. On v bistvu je takrat na špartatlonu šel v bistvu čisto do konca, ne. On ima celo tako glavo naštimano, on je bil takrat pripravljen, je imel res smolo, ker se je zastrupil s hrano že pred štartom, je šel z drisko na štart in je na 134 kilometrov, v bistvu on je padel dol, kolaps, 4 dni v Tripoli v bolnici bil. Takrat v bistvu smo res doživela eno tako... kar hudo izkušnje, no, takrat sem jaz tudi rekla, porkaš, jaz imam 2 otroka doma, to ne moreš zdaj ti kar tlele dol paditi, ne. Ja, in on točno ve, tudi ve, kaj jaz si mislim, recimo, o tem, da greš čisto do konca, ne, jaz sama nikoli ne bom šla tako daleč, ne, tudi nisem pripravljena iti. Bogdan pa, in točno ve, do kam me more poriniti, no. Tako bom rekla. Točno ve, do kam me more poriniti, do kam me lahko porine, da bo tudi sprejemljivo še za mene, ne. Ker ko se pri meni nekaj dogaja, da je neka meja, tako je bilo v Bukarešti na Evropskem prvenstvu na 24 ur, ko sem jaz opazila med urinom kri, ne, takrat je lahko on meni govoril, da je to normalno, vse zdravnik Pavel Vlahek, hrvaške reprezentance, vsi so me prepričevali, da je to vse normalno, vse okej, ne. Za mene ne, jaz sem rekla, jaz ne bom pristala na dializi, ne, to ni v redu. In me živ Bog ni več mogel spraviti, da bom jaz tekla naprej. Sem zaključila in no, takrat smo tudi kar zelo na šarf potem zaključila ta tekmo. Ampak ja, le, to vse sorte je. No, ja, o tem, da ste ženske, mogoče bolj imate več samohranitvenega nagona kot moški, ne, in ne greste čez, ja, bi lahko kakšno rekla. Jaz najprej vedno otroka poštudiram, no, to je meni tisto, kar mi je najpomembnejše, ne, in zdaj jaz ne morem tam paditi dol, pa ne vem, se mret na cesti, zato da bom nek svoj hobi peljala, doma imam otroke, ne, mi je to, ne morem dati jaz tega sploh na vago. Pošteno, lepo povedano. No, če sem že pri Šparti, pa se sukava po Šparti sem, pa tja, bila si tam 3-krat. Prvič že 2015, mislim, da je bila takrat 4. Potem naslednje leto še enkrat si bila že praktično favoritinja na štartu. Kaj se je pa pol takrat zgodilo? Evo. Takrat pa v bistvu me je ta, bom rekla, jaz tako rečem, da sem imela čisto pretežek nahrbtnik na ramenah. Pripravljena sem bila odlično, vrhunsko, vse je bilo super. Od sebe sem, v bistvu šla sem čisto napačnim pristopom na to tekmo, ne. V bistvu jaz sem šla zato, da bom izboljšala čas, da bom, ne vem, izboljšala uvrstitev, to tako, kot da bi se spravila tjale na 10 kilometrov, tako, ne. Ampak dejstvo je, da to je 246 kilometrov. Razmere niso vedno enake, ne, špartatlon sploh je, vsaj jaz imam to srečo, da je vedno 35 stopinj in več, da je vedno vroče, se pravi, ne moreš kalkulirati ne s časom, ne z ničemer. V bistvu načeloma se dan preživi, potem po noč teče, koliko se da, potem pa itak životariš do konca. Nekako tako gre. In takrat sem jaz si res predstavljala, ne vem, pa sem nekako začela že takrat prehitro. Jaz laufala 5:20 tempo, pa je prišel Andrzej Radikovski, tako je na koncu zmagal. Je rekel, Nataša,
slov, ne, je rekel, ne grejo, je rekel, ampak je pa res, da on je car, ne, on je rekel, jaz bom takle tempo laufal zelo in takim tem bom končal. No, on ga je, no, jaz pa sem končala na polovici. Takrat sem jaz pričakovala od sebe čisto preveč in moja psiha ni bila pripravljena sploh se sploh nisem ukvarjala niti ne toliko z samo progo, da je to špartatlon, da to ni kar en tek, ne, ampak s tem, kako bom jaz dobra, pa kako bom fajn to odlaufala, pa kako bom izboljšala čas in ko enkrat potem časovnica vidiš, da ne gre, da te prehiti eden, prehitite druga, pa tretja in ti to potem vse tisto na psiho nabija in jaz sem pa vse to nekako v bistvu sem kar v eno tako črno luknjo sem bredla, no, nikakor nisem znala ven, nisem ne jedla dosti, ne pila, ker sem se skozi ukvarjala sama sabo, kako bo boljš, sem se prepričala, da me bolijo noge, prvič v življenju sem šla na masažo med tekom, ko nikoli nisem šla, mi reče, ona, vse noge so fajn, mišice, mehke, vse je super, če mi kamor noge ne grejo, ne. Nikakor ne, jaz sem jokala tam med tistimi olivnimi nasadi, tula, drla, mislim, katastrofa. Se pravim, pol sem še nekako vsem študirala zraven hčero, jaz tule trpim, a mora ona to mene gledati tlele. Vse to je vodilo en z drugim, niti ni bilo problem fizično, še vedno sem imela cel dan časa od polovice, da bi prišla v cilj, mogoče bi, no, ne vem, ali pa tudi ne bi, niti ni pomemben. Dejstvo je, da sem jaz takrat rekla, dosti je. Jaz imam te agonije dosti, ker sem psihično toliko trpela, ko nisem še nikoli. No. To je bilo katastrofa, vse je bilo narobe, vse sem narobe načrtovala in jaz sem se pa daleč največ od te tekme naučila v življenju. Od vseh tekem tam je dala daleč največ. No, ravno to sem te hotel vprašati, ko si se potem čez 3 leta spet vrnila na štart, si bila bogatejša za to izkušnjo, sigurno nisi ponavljala istih napak, no in tista dirka ti je pa ratala. Ja, mi je ratala in pri meni se sploh tako vidi, tudi tisti, ki jaz sicer, ne vem, jaz se menda ogromno smejim med tekom, jaz sem nasmejana, jaz poskušam uživati, zato ker vem, da z nasmehom je lažje, ne. In pri meni se že vidi na obrazu, kdaj sem jaz v dobri formi oziroma kdaj mi gre slabo, ne. In takrat jaz leta 2019 sem vse vzela kot igro, kot cilj. V bistvu sem rekla, jaz moram priti, cilj ni važno, v kolikem času. Če mi bo šlo, mi bo šlo. Če pa ne, pa lej. Bom pač 36 ur manj časa, ni vrag, da ne bom. Važno je bilo, da sem prišla v cilj, ne kdaj. Ne? In je šlo res super. Čeprav mi je na 60 km me je v meči vse, ker sem prišla s tako mečo vjočno v cilj, ampak ne vem, kaj je to bilo, 10 km me je bolel, pa sem v bistvu kar odmislila tudi tisto nogo, ampak je šlo, takrat je bilo res v redu, čeprav na koncu me je neki hrbet, niti me ni bolel, ampak nikako nisem mogla trupa po koncu držati, me je kar krivil, ne? Vse se vidi na posnetku, ko sem v cilj prišla. Ampak ja, vse sorte se dogaja, no, ampak takrat je bila zelo lepa izkušnja, no. Super je bilo. 3. mesto na špartatlonu, ki je svet igral vseh ultrašov, pač to ni mačji kaša, no, je tako. Ne, to si nisem nikoli v življenju mislila, da imela tam v vitrini pokali špartatlona, to mi je res, to je to. Bravo, mislim, ti je vendarle to dvignilo malo renome, je na ta način lažje dobiti kakšnega sponzorja ali pač pri nas še ni takih pogojev? Ne, v bistvu pri nas je sponzorje zelo težko dobiti, no, tako bom rekla, res zelo težko, no. Ne vem, res je, da jaz zdaj, da bi hodila od enega do drugega pa prosila, pa ne vem kaj, niti nisem tak tip, še vedno pravim, tiste 2-3 tekme na leto, ko odlaufam, bom že, no, sicer mi res zavarovalnica Triglav stoji ob strani vsa ta leta, zdaj tudi hoka, smo se tudi nekaj dogovorili, potem imam nutrition s prehrano prvič v vseh teh letih, da imam v bistvu sponzorja, kar se tega tiče, da ne rabim kilo kupovati, recimo pa teh stvari napitkov. Druga pa za masažo tudi, drugač pa ni, da bi kakšen denar nafehtala, noben več ne da, no, tako bom rekla, kar zelo po domače, no, tako pač je. Tako pač je, no, hvala Bogu, ne, ultramaratonci to delate res iz veselja, iz ljubezni do teka in boste to vedno počeli.
in se kvalificira za Šparto. No, kako težko se je zadnja leta kvalificirati za Šparto, so se te kvalifikacijski pogoji kaj zaostrili, vendar je pritisk neverjeten, no, glede na desetletja pred tem. Ja, v bistvu zdaj je 25, moraš imeti 25% boljši rezultat od najnižje razpisane norme, da si pač avtomatsko zraven. No. To so dvignili za 5%, tako da če to imaš, ni problem. No. Drugače pač greš v bobom, pa če imaš srečo, imaš. Jaz za enkrat še vedno držim rezultat, ko grem direktno, no, tako da je to. Bravo, no, sej, mislim, da nekaj časa ti to še ne more videti. Imaš recimo še kakšno posebno željo na Šparti, mogoče zmagati? V bistvu ne, nimam. Ravno ta Šparta iz 2016 me je naučila, da v bistvu res, to so take tekme, vsaj jaz nisem profesionalni tekač, to so take tekme, na katere ne moreš iti na rezultat. No. Vsaj jaz nisem sposobna laufati ker ne vem, če bi to zdržala, da bi šla prav tako tekmovati. Greš, oteče se, če ti gre, je potem, če ti gre dober, če veš, da si dobro treniral, če ti gre dober, da bo rezultat na koncu dober, ne. Ampak vse nekako ne bi upala, zdaj grem pa na zmago, pa bom tam držala, tiste prve nisem, jaz niti tak tip tekača, tako da jaz to ne bi upala. Šla bom pa še na Šparto, ja, ker je Šparta je, tako bom rekla, ima res neko dušo, ko čutiš to njihovo zgodovino grško, ko res te domačini, dobesedno te častijo, se ti zahvaljujejo, ko prideš k njim laufati, res te po rokah nosijo in je res nek poseben občutek. No. Špartatlon je res en tak tek, ko ga res tečeš za sebe, za svojo zadovoljstvo, za svojo lasten ponos in za popolnoma nič drugega. Ne? In to mi je všeč, ker tukaj tudi ni nobenih nagrad, nič dobiš tisti pokal, sicer ni nagrad, ni ničesar, v bistvu res teče vsak za svojo čast in svoj ponos in to se čudi tam. No? Noro, mogoče kdaj zamikali, da bi šla tisti dvojni Špartatlon, ki tudi obstaja, ne? Mogoče malo manj znana dirka, ampak mislim, da je bilo najboljši imel letos, ne vem, koliko, 68 ur, pojma nimam, tam nekje. No. Ja, mislim, Marašova je bila celo druga, mislim, da je 72 ur tekla, res vrhunsko. Ne, nimam takšnih ambicij, nikakor ne. Nimam, ti nisem pomislila, si ne predstavljam, da bi tekla, ne. Ja, pa še nazaj. Groza. Ne. So še kakšne druge tekme, ko so tudi dolge, ko me recimo veliko bolj vleče, sicer verjetno nedosegljive, ampak bi šla rajško, pa kaj takega. No. Kam bi šla, če bi imela, če denar pa čas ne bi bila problem, rečemo? Sakura Miči. 250, koliko je to? Je 250. Tako je, 250 kilometrov. To je tudi en takšen tek, ki se tudi teče v čas, sicer pa tukaj gre pa za enega avtobusnega šoferja, ki je na tej relaciji v bistvu vozil avtobus vsakodnevno, v prostem času je pa češnje sadil, drevesa češnjeva. Ne? In ta tek je organiziran v času cvetenja češenj in je tudi lep in tudi tako bom rekla, po rokah nosijo, ne? Ampak je kar težko zraven pride, čeprav bom rekla, Špartatlonce vzamejo samo 20 tujcev vsako leto, ampak Špartatlonce kar vzamejo, ker je nekje isti pomen ima tek, ne? Nek globi pomen, to ni, recimo Badwater je super fajn, ampak je za moj okus čist preveč komercializiran. Ja, lih 14 nazaj, mislim, da so Luko izžrebali videti, če za Badwater letos, ja. Oziroma so ga izbrali med tisto 100-terico. A bi to šla, če bi imela šanso? Če bi imela šanso, bi šla, ker je izziv, je nek poseben izziv. Ne? Tukaj je pa res, vsekako rabiš nek 10,000 evrov, to je prvo, kar rabiš, ker ni problem, tam je problem, rabiš 2 ekipi v suportu, 2 avtomobila, rabiš so res kar težke zahteve, da sploh lahko, da kaj vse potrebuješ, ne. Štartnina mislim, da je še kar $1,500, ampak dobro, se še vse ostalo. Je pa res, ne, tle mene predvsem zmoti to, da če pa daruješ v dobrodelne, v pač ta njihovo društvo, karkoli je, že $7,500, pa kar gre vsak lahko, ne.
Ni važno, ali imaš ti rezultate, ali jih nimaš, važno, da imaš denar, ne. To mene moti, ne. Ni nekaj globjega mora biti, vsaj za mene, no. Zato bi si šla raje Sakura Miči, če bi imela denar. No, evo, mogoče ti bo Sakura Miči uspel, no, vse konc koncev. Si še mlada, si v najboljših letih za ultramaraton. Daj pa so, evo, če smo že pri tem, daj pa so najboljša leta za ultramaratonce. Malo sem se pogledal po te statistike, recimo najboljših, recimo Sorokin, ki rekorde postavlja zdaj le 40, Kamil Heron je tudi tam nekje, ko je bral nekje po 35, pa nekje med 45, po moje, so vrhunci. So ta leta, ko delajo res rezultate, ne. Res vrhunske. Se mi zdi, da so ta leta, ker imaš ravno prav izkušen že, mečkam že tako, ne vem, se mi zdi, da tukaj nekje, no. No, tako da malo zadnji vlak potem lovim, če je to tako. No, potem imaš še neki sezono dobro zdaj, da pobereš tiste rekorde, ki ti še manjkajo, no, pa rezultate. Tri ne rabim, pa lahko nehamo. Ja, lepo povedano, ti že letos rata čim več teh kluks narediti, ne. Ultramaraton je zate kaj, no, mislim, 100, do 100 že kaj, 200, špartatlon, balaton, kaj je pač, kdo se lahko šteje za ultramaratonca, kaj mora narediti? Za maratonca, boš pa teč maraton, v Sloveniji recimo, vsaj Radenci ali pa Ljubljano, kaj pa mora narediti človek, da se lahko naziva ultramaratonc? Jaz pravim, da mora laufati vsaj 24 ur skupaj, da vidi, kaj sploh je tek. Kaj sploh je ultramaraton, kaj se sploh dogaja s človekom, ne? Tudi 20 ur že tukaj nekje gor je definitivno mejano. Jaz bom rekla tako, ne, tudi 100, ok, 100 je kraljevska, 100 je težka. Vsaj za mene je izredno težka, ker za 100 km za dober rezultat moraš že biti kar precej hiter, ne. Moraš biti hiter, zdaj en tak povprečen ultramaratonc, mogoče tudi mečkar manjka tukaj, no, te hitrosti, ne, ker je vseeno smo bolj vzdržljivi. Jaz bom rekla, da 100 recimo prelaufaš z enim dobrim treningom maratona, pa s pametnim začetkom en maratonc odlično 100 odlaufa, 100%. Pol pa se začnejo v bistvu tiste druge dimenzije teke, pol nekje po 15 urih, 13 urih, ko v bistvu se res začne tek, v bistvu se šele začne, ne. To ni pri 10 urah, ampak to se pol začne dogajati, rock'n'rollu in v glavi in v telesu in vse posod. No, evo, zdaj sem prišla do tistih dimenzij, v katerih mora kaj reči, kaj pa je najhujše, ali pa na šparti, ki začneš lesti na Sangas, ali pa po 16 urah stadiona, tako naprej, kaj je najhujše, ne vem, ok, bolečine so omenjala, pol so tukaj, ne vem, odrgnine, pol so tukaj žulji, pol, ne vem, kaj vse še lahko te takrat muči, kakšne izkušnje imaš ti, kaj je najhujše pri vsem tem ure in ure dolgem teku, kaj te dohiteva? Za mene so najtežje te krize, psihične krize, ko prideš, ne, ko padaš v te krize, ko ti začne v glavi nagajati, ne. Saj te boli, dobro, zdaj, če res ni neke poškodbe, no, pa če ni žul, ne vem, na podplatu ali pa nekje, da te res ful ne moti, te odrgnine pa to niti ne čutiš, to čutiš po teku, ko se stuširaš, ko te v bistvu vse peče, to turiš po dušam, recimo, ne. To je kolateralna škoda, jaz temu rečem, to so bojne rane, ki pač sodijo tukaj zraven, na žalost, tudi žulji. V bistvu so najtežje te krize v glavi, ne? Ker to, ko začne enkrat glava nagajati, pol je problemno. Dogaja, ne vem, enostavno se odločiš, da ne moreš več in ti moraš res biti močen, toliko psihično močen, da sam sebe prepričaš v bistvu, da začneš misliti pozitivno, da to itak je sam tista kriza, da bo minila, ne. Zdaj enkrat mine, se pa zgodi tudi, da kdaj ta kriza ne mine in da kar brede, ne. To v bistvu je za mene to daleč najtežje, no, te psihološke krize, ne. Zdaj, da bi me nekaj tako ful bolel,
Še za enkrat, moram potrkati. No. Ja, trkam, razen letos na balatonu me pa res hrbet, ampak tukaj sem jaz naredila eno napako, tako sama, sem bila čisto moja napaka. Me je da sem res mogla nehati, drugače pa ne, nimam, da bi me kaj tako ustavil, za enkrat nisem imela problema. Psihološka kriza te pa in te tudi ustavi tako, nobenega tempa, niti pobere tempo, ti ga odreže za minuto na kilometer v minuti. In nikamor več ne prideš, ne. To je v bistvu ko moraš prideti ven iz tega, ne. Evo, no, če se dotaknemo mogoče najpomembnejše stvari pri ultratreningu, to je glave, se da narediti, oziroma delaš ti mogoče kaj mentalne priprave, psihološke, s kakšnim strokovnjakom ali pa kaj podobnega, ne, da posebej uriš pa duh, da bo takrat, ko bo res pomembno, zdržal. Ma ne, jaz v bistvu, koliko sama, jaz predvsem zelo veliko vizualiziram te tekme, na katere grem. Jaz recimo zdaj, ko tečem, ko treniram za teh 24 ur, jaz v bistvu sem vsak tek sem jaz v glavi tam, na tem štadionu v Barceloni. In jaz samo tam krožim, kljub temu, da tukaj po Celju se klatim po vseh ulicah, me je poln. Ampak na ta način, ne? In vedno vizualiziram si ta cilj in kadarkoli se pripravljam na tekmo, jaz imam vedno med tekom, jaz vedno vidim sebe na tisti tekmi, ko tečem tam, nekako na ta način se poskušam. Drugače pa potem, kar se tiče ostalega, pač veš, se zavedaš, v kaj se spuščaš, da definitivno ne bo enostavno, da bo težk in na to se moraš nekako pripraviti, ne? Da pač vsaka bolečina, ko pač pride, te ne sme ustaviti, pač greš naprej, ne. Se pravi, moraš imeti tunelski vid, na štartu moraš videti cilj in potem ga zasledovati. Definitivno. Če samo malo dvomiš v cilj, če samo ne smeš imeti kančka dvoma v cilju na štartu, zato ker ga ne boš dosegel. To je 1000%, ne. Ne smeš dvomiti, moraš biti samozavesten, res moraš biti samozavesten, verjeti v sebe, da to zmoreš in da ta cilj imaš in da ga vidiš, ne. 1000 stvari se ti bojo zgodile do tega cilja. To se vse sorte, res se veliko stvari dogaja, ampak še vedno ta pot mora priti do cilja, ne. To moraš skozi imeti v glavi, ne. Vse moraš preskočiti v cilj, moraš ga imeti, res samo ta tunel in samo gremo, noga pred nogo, pa samo gremo. No, če se potem dotaknemo še enega, no, lepo sem zdaj povedala z psihološke perspektive, kaj je najpomembneje, ampak kar sem jaz sam poskušal s temi ultrami, pa kar sem tudi spremljal druge, pa sem videl, kje se mi zelo milo in se meni tudi zdi, da bi bil tudi zame, recimo, še za koga to največji izziv. Pa mi ti povejno, ker imaš že toliko izkušenj, kako je, ne vem, pri 24 urah, pri Šparti in tako naprej balaton, zdaj v telo vsako uro spraviti več liter tekočine, pa 500 kalorij, ker brez tega pa prav gotovo ne boš prišel do cilja. To je največji problem tudi za mene, ne. Jaz sem še vedno prepričana, če bi jaz dovolj jedla, bi sigurno imam v hrani rezerve, ne vem, pri Špartatlonu vsaj za 1 uro, pri vseh teh tekih vsaj za par kilometrov, recimo krožnih, zato ker to je meni največji problem, zato ker izredno težko pojem trdo hrano. Se pravi, ful težko go in meni že po 15 urah kar gor gre. Edino, kar je gele pa lahko pojem morje, ampak tudi sam na gele ne gre, ne. To je največji problem, hrana, ne. In se zgodi na tekmi, ko točno vem, da sem jedla premalo, ko pa zdaj pa vem, da moram, pa se nekako že prisilim, pa jem, pa nekako, da potem si takoj dober, čist drug si, ko nov, ne, ko se naješ, ne, moraš dobiti te kalorije, ne. To je, jaz bom rekla, se še vedno učim, kar se hrane tiče, ne. In tudi zdaj sem na teh tekih treningih, ko sem preizkušala marsikaj, kaj lahko sploh prenesem, kaj lahko pogoltnem, kaj ne morem, da je dovolj tekoč, pa še vedno dovolj hranljivo, da ima dosti kalorij, ne. Je kar umetnost hrana, no.
da res lahko pijača še niti piješ že, če druga ne na koncu vodo vedno lahko piješ, ne. Čeprav voda v končni fazi spira, ampak vse, če ti še nekaj poješ zraven, pa te gele je tudi okej, ne. Je pa res, da sem dostikrat švoh, bom rekla sama pri sebi, lahko rečem, zaradi tega, ker premalim. Definitivno. Si kdaj merila, koliko kalorij ti na koncu manjka ali pa koliko primanjkljaja v teži imaš? Včasih se voda akumulira, jaz vem, po tistih ultraposkusih sem bil zmeraj par kil težji, ampak čez par dni pa spet par kil lažji, ki je šla voda ven, ne, ker telo zadržuje vodo pri teh. Kako je pri tebi s tem, no? Zdaj, da bi se prav vagala po teži, ne vem, ampak saj vidim točno na telesu, že tako sem kar precej drobna, teh 48-49 kil, tako da nekega maščevja nimam, ampak nekaj, recimo, ko se potem pogledaš, ko vidiš, da si res vso maščevje, vse, kar je, prav posušite, res grozno zgleda, no. Par dni, da potem hitro nazaj, potem se hitro nazaj naješ, ne, in tudi potem, ko se enkrat odpre to, da lahko ješ, to bi lahko, pa sam je pa zanimivo, ne, sama maščoba, samo tak bi jedla, samo ta junk food, ne vem, hamburgerji, pice, to kar sanjam že. Sam gledam, ki lahko kaj gusta tam. No, zato je zanimivo moče, ja, ultratek, ja, ker potem se lahko bašeš junk foodom brez slabe vesti. Nekaj te moram tudi nujno vprašati, zdaj na večini dirk, na katerih se pojaviš, si favoritinja, ne, zdaj v zadnjih letih. Ne. Je to zate morda dodatna spodbuda ali pa v drugi strani breme, če se potem ne izide? V bistvu se niti ne obremenjujem toliko s tem, zato ker sem se nekako jaz si na teh tekih si zadam cilj, nikoli, bom rekla, rezultatsko, to moram pa zdaj, pa mu grem na prvo mesto, recimo. Razen, če je to res, če vidim že na štartu, da je neka taka konkurenca, da pač lani sta bile 2 taki tekmi, ko v bistvu sem šla na to, da zmagam, pa mi ni bilo nič drugega pomembnega, ne. Zato, ker sem 2 tekme, ker je pač zaradi korone, je pač bilo, da sta prišla na 14 dni in v bistvu sem odtekla samo zato, da tisto zmago poberem, pa ker sem videla, da ne gre, da ne bi mogla nekih svojih kilometrskih apetitov zadostiti. Drugače pa recimo letos vem, da ko bom šla na 12 ur, ali pa zdaj, ko bom šla na 24 ur, imam jaz v glavi svoj cilj, se pravi svoje kilometre. Me sploh ne zanima, ali bom 1., 2., 3. ali pa 5., če bom jaz to naredila, kar sem si zadala, jaz bom zadovoljna, ne. Ker to moram, sem se nekako, pa mi je to tudi lažje, no, iz psihološkega vidika je lažje in sem se nehala obremenjevati, vse na začetku vsak teče, ja, zdaj pa bi rada zmagati, pa moram pa zmagati, pa tečeš, pa gledaš že na začetku, kje so tiste ta boljše, ne, pa vidiš, da tečeš čist prehiter, pa potem na koncu crkneš. To niso teki, da bi lahko tako tekel, ne, v bistvu greš svoj tempo in samo melješ, ne, saj potem na koncu vedno rezultat pride. Ja, sam po sebi, ne, ampak če hočeš neke tiste svoje cilje in če bom jaz zadovoljila svoje cilje, meni vse, kjer sem. Mi ne pomenijo, moram reči, da ti pokali so tam meni škatli, niti niso vse. No, potem, ne znam, ampak malo te pa je presenetila moče Martina Potrč na državnem, na 100 km na Mrzli reki, ko te je za par minut na koncu prehtela? Ne, v bistvu niti ne. Jaz sem vedela, da bo ona tudi potegana. Sem videla, sej, punca je izredno hitra. Ona tudi tako teče vsakodnevno izredno hitra, ne. Saj, če ti na Stravi pogledaš njene čase, ona je hitra punca, ne, kljub temu, da teče trejle. Tako da jaz sem vedela, da bo trd oreh, da če jo bom zmlela na koncu. Ne? In če bi bila še 2 kroga, bi jo sigurno imela, ampak ko sem videla pol v zadnjem, da ne gre, tiste 2 minutke sem ji prišla, ampak pa mi je že tu časa zmanjkalo, ne. Tako da sem pa rekla, v redu, ne, je pač tokrat je boljša, nimaš kaj. Sem vedela, jaz dam vsaki, vedno se priklonim kapo dol, čestitam, če je boljša, sej. Ne moraš vedno zmagati, tudi narobe je, če vedno zmagaš, moraš imeti neko spodbudo, pa da se mečkam potrudiš, da veš, da treniraš, ne. Tako, ja, no, sej, mogoče pa se bo razširil ta vrh v Sloveniji.
recimo, pošpegal sem na rezultate hrvaškega državnega prvenstva, tam je 15 punc pod 10 urami na 100 km, noro menjajo se na prvih mestih vsako leto, ko zastavo, imeli so svetovno prvakinjo iz Svetega Martina v Muri, ko so Hrvati gostili svetovno prvenstvo, imeli so medaljo ekipno in tako naprej. Kaj bi pa, če zdaj tih najbrž tudi te punce vse poznaš trenerje in tako naprej, kaj bi pa mogli v Sloveniji narediti, da bi hrvaško ultrapravalcev lahko poustvarjali na podoben način? Jaz res ne vem, ker je res na cesti v Sloveniji res zelo žalostno. Vsa ta ne govorimo o ženskah zdaj, bom rekla, pri moških se mi zdi, da še vse nekako nekaj gre, še druga ne se pojavi, eden, drug, pa tako, ko tečejo, so dobri. Pri puncah pa se jih lahko 5 nas je, pa ne vem, če nas je 5, ko se pojavimo na 12-urne pripravljalnice. Je res žal, ne vem, kaj bi bilo treba. Jaz sem tudi si predstavljala, ko je bil ustanovljen AKOS, da bomo mogoče imeli več teh treningov, kak kamp, kak vikend, majčkan, tako da z majčkan priprav, pa se mi zdi, da bi to se primerjaš, pa da nas pride več na kup, mogoče na ta način, potem tudi več nas, da bi se konkurenca majčkan razširila, no. Tukaj pa v bistvu ni, v Sloveniji, jaz ne vem, punce smo res, ali je to res toliko pretežk, jaz zdaj sem že tudi čist brez občutka, ker sploh ne znam več 10 km laufati, ne, tisto niti ne, tako tekamo, ali je res toliko dolgočasno, ne, je pa res, da ko se z nekom pogovarjaš, pa rečeš, zdaj grem pa 24 ur v krogu tam na štadion laufati, si misli, da ti drgam potjale za ovojnik. Za ovojnik, jaz sem hotel reči. Ovojnik pa za kamer drgam, ne. Ja, tako da, ne vem, čeprav mogoče se malenko zadeve popravljajo, zdaj vidim, da se je Alenka Pavc tudi počasi spravlja na cesto, jaz mislim, da ona ima kar nek potencial, da je punca kar ta prava, ja. Martina, ne vem, Martina bo, ona je tak, mislim, da še kar trail, še vedno ima druge plane. To so še tudi kar mlade punce, verjetno bo še mislil punca, vsaj Martina bo še verjetno kakšnega otročka imela, to še potem te večkrat ustavi, mogoče enkrat, ne. Jaz bi si res želela širše konkurence v Sloveniji, no, ne pa da sej lani na 12-urnem teku, sem rekel Bogdan, rekel, veš kaj, hladilno corbo bomo doma pustili, ker si zvila. Tako dolgo si sedela tam, ker ni motivacija, ti pol pade, ne? Če nimaš nekih ciljev, ti pade in jaz bi si res želela in čas je že, jaz sem stara 46 let, da pridejo punce in da me nabrišajo tam na enem teku, ko zahecno. Mogle bi me, no, tako bom rekla. No, evo, Rokavica je vržena, no, sej, nekaj je naredil tudi AKOS, končno, sej, bila si, bi rekel, med pobudniki tipa Mirko sta bila pobudnika vsega skupaj, da se je začel končno nekaj premika, tudi na Atletski zvezi, tudi pod tem predsednikom se je končno zgodilo pod Romanom Dobnikarjem, da je Slovenija postala polnopravna članica Mednarodne ultramaratonske zveze, se je končno začela udeleževati svetovnih pa evropskih prvenstv, pa na ta način pokazati svetu, da obstajamo. Tudi teki, kot si rekla, pa državna prvenstva nekaj naredijo na promociji med novimi tekači. Letos bo atraktivna dirka, recimo v Kranju, vsemi temi imeni, morda že zaradi tega, kdo več pride. Letos bo res super, v Kranju bo super, jaz bi res rada, se pravim, da ne, vse pa grejo poskusiti, to je 12 ur v bistvu, tečeš v krogu, lahko končaš, lahko tečeš, glihko, ker ti paše, tudi če vmes ne moreš, pa potem nadaljuješ, nekako pa vsaj, da pridejo pa poskusijo, ne. Jaz sem prepričana, da je sploh v trailu skritih še enih par punc, ko bi odlično laufale cesto, 100%, ne. Sem ziher, da bo Katja Keglova tudi še enkrat, ko bo zelo otročki mečkan zrasla, ona bo zihar prišla še nazaj, ne? Ona je ta prava za na cesto, recimo, ona tudi kar hitra, tudi maraton dobro teče, ne. Pa še so punce, ko bi lahko prišle na cesto, jaz upam, da se tam skoraj ne poskusijo, no? Sej ni nič hudega, je pa res, da je drugačko trail, no? Čist druga dimenzija je to, no. To je res, ja, v bistvu, če bi še zdaj pogledati, no, imamo še Nežo Mravle, Majo Rigač, pa še kakšno punco Berni Čeplaka, ne, ki se udejstvuje v teh vodah. Je pa sigurno zahtevno, jasno, ne, čas gre, telo zahteva svoje. Daj mi nekaj povej, Nataša, velikokrat se pogovarjamo tudi z maratonci,
pa če bi kakšnega doktorja vprašal, bi rekel, že maraton ni zdrav, boh ne daj več kot enkrat, dvakrat na leto. No. Potem pa pridemo do ultramaratoncev, ki to delajo praktično vsak dan ali pa vsak drugi dan. Je ultratek lahko zdrav, oziroma, kako bi formuliral to vprašanje, a priori najbrž ni škodljiv, če smo že pri tem. Saj, če ultramaratonce gledam, pa ultramaratonke, načeloma ste to zelo malo poškodovani ljudje, vztrajate iz sezone v sezono, tisoče in tisoče kilometrov naredite, medtem ko rekreativna populacija, ki tega naredi precej manj, je bistveno bolj poškodovana. Kar pomeni, da med ultratekače pridejo ljudje, ki so bolj trpežni nasploh, psiho in fizično. Torej, kako bi ti vrednotila, recimo, ultratek pa zdravje, če dava to na tehtnico? Zdaj, kar se tiče teh vsakdanjih tekov, pač treningov vsak dan, 20, 25, 30 km, jaz mislim, da to, glede na to, da ne tečeš na 170 pulza, da to tečeš vse na nekem normalnem pulzu, nizkem, mislim, da to ni nič narobe. Če ti seveda, je to okej. Zdaj, te tekme, ki so 24 ur ali pa raznih 250 km, pa to definitivno ni zdravo. To je tudi moj doktor, ko jaz pridem po kako zdravniško spričevalo, pa kaj pa je doktor Đurić, športni zdravnik, pa mi vedno reče, Nataša, oba vema. Tako da že več ne reče, sploh ne pove več do konca, ja, vema, ne. Pa se potem rad tudi poheca, da kdaj bova napisala še kako napotnico za vojnik, pa kaj tazga, ne. Ampak ne, vse drugače super, fajn, pa ni nobenega problema, ampak me pa opozori in me vedno tudi vpraša, kako je stopali, kako je s kolki, dejstvo je, da obremenjujemo prekomerno vse sklepe kolena, to je res, ne. Zdaj, če je to tudi res, da se hialuronska kislina zato toliko hitreje obnavlja, ko pravijo, da več, ko migaš, hitreje se obnavlja, potem je to super. Jaz moram potrkati, jaz res nimam popolnoma nobenih težav z ničemer, jaz za kolena ne vem, da mene res nič ne, da bi imela kakršnekoli poškodbe, nič. Še največ težav imam v bistvu s krvjo, ki sem pa tudi zdaj v zadnjem 2 letih tudi sem nekako očitno našla tisto pravo formulo, da držim železo pa feritin na neki normalni ravni. Se to sem te hotel vprašati. Delaš neke redne krvne preiskave, mogoče EKG, kaj drugega? Absolutno, ja, seveda. To se pravi, grem tudi zdravniku, ni noben problem, naredi pregled kri 2-krat na leto, sploh se pravi, sem že tudi rabila intravenozno železo, ko sem prišla čist na, v bistvu nisem več nič imela, sam še vodo skorno, ampak to se je tako zgodilo, da niti nisem, kar je bilo zanimivo, to je bilo leta 2013 pred balatonom, kakaj 2 meseca pred balatonom, jaz sem redni zdravniški pregled v službi imela, jaz sem ful takrat trenirala. Pa mi je bilo dobro, res nisem imela občutka, da je karkoli narobe z mano, pa sem imela hemoglobina na zdravniškem pregledu tako nizkega, da so me poslali naprej in jaz nisem imela niti železa, niti feritina in takrat sem rabila intravenozno, takrat sem pa začela bolj paziti pa gledati, je pa res, ne, da šele pol, ko so mi nafilali v bistvu zaloge, sem videla, da v bistvu sem bila res šloh, da res da sem bila čist brez moči, pa nisem imela tega občutka, kljub temu, da sem vse normalno delala, ampak sem potem veliko bolj z lahkoto, ampak zdaj se pravim, zdaj sem pa res toliko pazljiva, da se mi to več ne dogaja, ne zbudi, da bi grem rajš preventivno 2-krat, 3-krat na leto, tudi zelo 14 dni nazaj sem bila na pregledu za kri, preden grem, da vem, da je vse tako mora biti, ker vseeno je to zdravje, to je zdravje, to je še vedno samo hobije tek, in v bistvu jaz bi rada še vseeno tekla še dolg, pa živela še tudi dolg časa. Lepo povedano, ja, da tako se govori, do 100, pa počas nehaš zjutraj se ukvarjati. Ja. Kar si rekla, feritin, hemoglobin,
imaš potem prehrano obogateno železom, več mesa, ne vem, jetrske in podobnega, dodatki. V bistvu se trudim jesti dovolj vsega, kar vsebuje dovolj železa, feritina, železa. Je pa res, da tudi skozi jemljem dodatek železa. Vse skozi, C-vitamin, železo vsak dan. Zato, da vzdržujem, ker imam tudi, glede na to, da ženske imamo tudi težave z menstruacijo, imam kar izredno močne in imam že tukaj kar dovolj problema, zdaj kakršnih koli hormonskih tablet ne smem, zato ker pač karkoli je hormon, padeš na dopingu in moram vse nekako sfurati, brez vseh teh bi lahko preprečila, ampak bi potem na dopingu ne šlo skozi, ne. To me pa tudi ne zanima. Bom že. Sedaj poskušam jesti čim bolj obogateno hrano z železom, z minerali. To morda tudi za kakšno navdušeno ultrašico, ki se bo po najnem pogovoru morda pogumila, prišla na kakšno dirko pogledati, probati laufati, da že naprej morda dobi kakšen napotek, na kaj mora paziti, pa kakšno napako, ki jo ne, da jo sama ne naredi. Si se ti morda preden si se podala ali pa ko si se podala ultravode, tudi pri kakšnih drugih ultrašicah, ultraših pozanimala po šparti, po balatonu, pa o prehranskih režimih, o treninških režimih, ali si pač predvsem iz lastnih izkušenj pa go with the flow lovila te informacije? No, v bistvu tako bom rekla, zdaj, itak, da se vprašaš koga, ko veš, da, ne vem, da ima iste težave, kakorkoli izmenjuješ te informacije. Čeprav bom rekla, zdaj pri nas v Sloveniji je toliko malo teh vprašanj, da težko katero karkoli vprašam, ker sem bolj kot ne vseeno še vedno tista, ki nekje peljem to ledino. Tako da ogromno preberem na internetu, tudi zdravnika vprašam, če je treba, rajš njega vprašam, sej v bistvu je, zato je tam in rad pomaga, kaj jest, tako da nekako sem se naučila bolj kot ne sama. Imaš pa mogoče tako v tekaškem, ultratekaškem svetu kakšne vzornice ali pa tekačice, ki jih posebej spremljaš ali pa visoko ceniš, pa so ti pri srcu? Zdaj tako, jaz bom rekla, spoštujem vse rezultate profesionalnih, govorimo o ultramaratoncih, ultramaratonk vseh teh, čeprav jaz osebno, jaz posebej cenim punce oziroma ženske, ki so mame, ki so žene, ki imajo neko normalno življenje in poleg tega še počnejo vse to. Jaz pravim tako, najbolj enostavno je, da si ti cel dan doma, ješ, piješ, treniraš in spiš in to je to. Ja, nimaš družine, nimaš nič, to ni tak problem narediti odličnega rezultata. Jaz veliko rečem, itak, da bo letela 7,5%. Se ne dela druga, ko spi, pa je, pa laufa, od jutra do večera. Ja, tako je, Jaz pa recimo v nedeljo naredim 50 km zjutraj, pridem domov, kosilo pripravim, zli je treba iti likati, jaz se ne usedem na sedežno, treba kaj druga narediti še za družino, vse v bistvu, to je moj hobi. In je treba, niti ni takšne regeneracije, ni nič. In res, da cenim predvsem te ženske, ko to delajo poleg vseh svojih obveznosti, ker to moraš imeti res rad, da to počneš, da res ti svoj prosti čas, ko tudi meni bi se kdaj bolj pasal tjale flosnat na sedežno, pa noge v luft dati, pa iti laufati, da imaš res nekaj tako rad, da takrat počneš. In te jaz res cenim. In so mi res top. Jaz občudujem Camille Herron, Suzano Maraš, Silvijo Ljubič, sploh zdaj, ko se je po 2 operacijah nazaj čist dvignala, ne vem, Dominika Stelmach, to so vse te punce, pa imaš Falkovo, Berežnovsko, ampak to so punce, razen Stelmachove, v bistvu so vse brez družine, Imajo može, ampak imajo razen Suzana Maraš, ampak tudi ona je pustila, bom rekla, korajžna, pri 47 pustila službo in postala profesionalni, v bistvu se samo še z ultramaratonom ukvarjam. To pri nas jaz ne predstavljam, kaj tazga, da bi se lahko zgodil.
Imajo pa res fascinantne rezultate in jih občudujem, tudi pogledam treninge, če so le dostopni, me res zanima, kaj počnejo, da so res tako dobre. Ne. Je pa zanimivo, kako imajo vsaka čist drugačen trening, vsaj tiste, ko te spustijo noter, ene te laufajo ogromno, delajo nore kilometre, ene delajo minimalne kilometre, pa rasturajo na tekmah. Ne. Tako, različno. No. Tako bom rekla, jaz občudujem mame, ki delajo to za svoje lastno vesele in pa še dobre so, to mi je top. No, to si lepo povedala. No, če te drugače vprašam, ja, si tista, ki ta ultramaratonski ženski voz v Sloveniji že dolg časa vodi. Si najbrž pol ti že vzornica marsikateri, te katera kdaj povpraša, kako se loteva tega športa, ne vem, če drugega ne, saj v mestu Celju ti vsako leto dajo neko priznanje za tvoje tekaške dosežke, kaj pa nasploh, preko širša javnost ali pa tekaška javnost, te kam povabijo, te kaj povprašajo, vendar je lahko deliš ogromno izkušenj z marsikatero, ki bi jo to zanimalo ali pa nasploh z zainteresirano javnostjo. Ja, bom rekla, kdaj, ampak vseeno bolj lokalno, ja, kakšno predavanje, da pridem kot gostja, pa kaj povem, kaj predstavim. Ja, drugače pa bom rekla, zanimivo se mi po družabnih omrežjih predvsem oglašajo moški, kako treniram, kaj treniram, pa to ono, ne. Ja, to sem marsikdaj, kdo najde pa vpraša za kak nasvet, ampak kaj drugače pa, da je res ultramaraton v Sloveniji tako zapostavljena panoga, da ne vem, če smo sploh zanimivi za koga. No. Se žalostno sliši, ampak še vedno je to tako. Res je, naša občina Celje, Športna zveza Celje mi res vsako leto da priznanje, celo nominirajo me, kar je meni res v ponos, ne vem, dajo me v rang Tine Trstenjak, Tine Šute, tu so, ne vem, letos celo Sara Čopar, Ana Velenšek, to so vrhunske športnice z medaljami iz olimpijskih svetovnih prvenstv, celo lani so me izglasovali potem, da sem bila 3. športnica v Celju, kar je res častne. Celju nekako to prepoznajo, da bi pa nek širši nivo pa smo nezanimivi, ne morem drugače reči, meni je žal, da moram to reči, ampak res smo nezanimivi in za sponzorje, in za, ne vem, žalostno. No, dajva reči, da je tudi ultra pa ultra tekačice v njem vendarle vedno večji, širši javnosti zanimivo v Sloveniji, no pa bomo še kaj naredili na tem področju. Tudi s tem pogovorem bomo morda doseževa koga, ki ga doslej pač ultratek še ni dosegel. Dejva za konec, sem ti rekel, urca pa pol pogovora gre takole, pa sva se dotaknila zgolj par tem, lahko bi se govorila najmanj 6 ur, kot je recimo najkrajša krožna razdalja na teh večurnih tekmovanjih. V Kranju je tudi 6 ur, pa mislim, da bo v Kopru tudi 6 ur in tako naprej, pa še kje bo 6 ur, škoda, ki ni več sladkih, 6, tam je bilo tudi 6 ur. Daj mi za konec povej še mogoče, ja, treniraš, prej si rekla intervale in tako naprej, hitrost. Te morda kdaj mika, da bi šla vsem poskusiti pa kakšen maraton še hitro odlaufati, mogoče na maks, da dodile, da vidiš, kaj lahko še sebe stisneš. Ja, vsako leto rečem, da bi. Pa nekako si splaniram sezono, seveda prioritetam pa nikakor ne spravim tega treninga za maraton, da bi lahko, ne vem, 2 meseca se res posvetila hitrosti. Jaz vem, pa sem prepričana, da zmorem maraton 3 ure laufati. Da 2:59, da se bi pokazalo. 3 ure 12 sem laufala že vmes na enem 6-urnem teku, recimo, je že bil vmes, ne. Pa je še bilo potem še 3 ure treba. Sem prepričana, da bi šlo, ampak nikakor ne najdem tega časa. Bi mogla kako ultra tekmo dati na stran, kako ultra maj na leto, pa maraton vključiti. No? Zato pa sem tako rekla, še 3 cilje, pa je to, ne. Upam, da mi letos uspe, pa se potem res lotim enega maratona, zares, ker v bistvu, če bi ga rada tekla 3 ure, tudi zaradi Hemšota, bo treba kar pohiteti, ne, tako je. No, čeprav, sva se pogovarjala
pogovarjala z Rnejčičem in ugotovila, da še bolj naviti kot 40 do 50 letniki so 50 do 60 letniki, tako da očitno bomo šele takrat začeli zares tekmovati. Kateri so zdaj za najne gledalce, poslušalke povedati, kateri so zdaj tvoji 3 cilji, ki jih kaniš letos narediti? Ja, čez 26. me čaka 24 ur v Barceloni. Če bo tukaj vse tako, kot mora biti, kot sem si zamislila, če bo šlo vse po planu, v tem primeru grem potem septembra na Špartatlon, sem se že prijavila. V primeru, da se kaj podere v Barceloni, bom šla pa na Evropsko prvenstvo v Italijo na 24 ur, še enkrat 24 ur, vmes pa seveda 12 ur v Kranju, ta pa gremo čist na špičenje. Ja, glede na to, da sta oba z Bogdanom tekača, športnika. Kaj pa otroka, no, ta mala je bila s tabo na Šparti, te videla, vem, da je tvoj sin skakal ali pa še skače na smučeh. Se še ukvarjata s športom oziroma sta se še s katerim drugim športom ukvarjala ali pa jih tek mika celo? Ja, zdaj tek, sin je skakal, je končal, je zadnjo državno naredil mislim, da 5. oktobra lani, nas je vse presenetilo in nehal skakati, tako da zdaj študira kineziologijo, je v fitnessu, zdaj skakalci so pač tako, ne, so specifični, izredno suhi in to res... Zdaj pa se pač preselil v fitness, tako da zdaj je dobil že 12 kil mišic gor, zdaj je najbolj srečen, ker ni več tak suh. Ja, on je pri 180 imel 60 kil, če ga vščipnala na tribuh, ni truk kožne gube, res ni lepo življenje skakalca. V glavnem tako, da se je tako odločil, skočil tudi na velikanki, tako da ja, on je tak športnik skozi. Včeraj je končala baletno šolo. Ona gre kdaj v kak hrib, ne gre rada z mano, zato ker pravi, da grem prehiter. Zdaj je ravno v teh letih, 17 let je stara, tudi meni, ko sem bila 17 let stara, šport ni najbolj dišal, no. Ampak bom rekla tako, za sebe že malo pomigano. Ampak da bi pa šla recimo z mano, da bi šla kakih 5 kilometrov ali pa kaj, pa noče iti, ne. Ampak bo že, jaz vsak po svoje, ja, itak, vsak po svoje, lepo počasi, ja. V hrib pa itak pravi, da grem vedno prehiter. Pol se krega tam za mano, ne, pa če grem čist počasi, ja, to je tako, ne. Tako da ja, sta v redu, no, sta na pravi poti oba dva, kar se tega tiče. Vrhunsko. Super. Kaj pa Bogdana še kaj srbijo pete, no, na vseh teh dirkah, ki je s tabo, pa ti rezvarke mešati, pa štumfe preoblačiti, ampak bi še on kdaj šel, ki je res ga odlafati, morda poravnati račune v Šparto? Ja, on bi šel, ima pa trenutno težave s prepono že od maja. In zelo težko teče, pravzaprav skoraj ne more. No, zdaj, hvala Bogu, je tek na smučeh, to lahko, drugače pa zelo težko teče ga prepona, to boli, se mu je nekaj natrgal, mora se poceliti, je pa to tako globoka mišica, da traja tudi do 1 leta, saj bo. Bo. Trenutno ima težave s tem, drugače pa, ja, midva bi celo želela skupaj preteči Špartatlon enkrat, no. Jaz upam, da se bo postavil toliko nazaj, da greva res od štarta do cilja skupaj lepo v teh 36 urih, ni vrag, da ne dobimo, da ne prideva v cilj. Aha, zdaj hočeš reči, mu boš vrnila za tisti prvi izziv, ko ti je rekel, da ne moraš 15 km odlaufati, mu boš ti rekla, Bogdan, sej ne moraš Špartatlon odlaufati, sej ne upaš iti z mano, no. Trma sta oba dva sta dosti, mojem, da bi da boste kaj tazga še šlo špičila. Držim pesti, da ima to rata. Nataša, da mi povej, leto nazaj, ko sva v tisti 100, takrat se pogovarjala, presedlala si Salvinga na hoko, kako si zadovoljna po enem letu drgnja cest, štadionov in gozdov v hoki? Odlično, moram reči, sem zelo zadovoljna z njimi. Imam 3 modele nekje, ki jih obračam in so mi res super, no. Zadovoljna, mehki, tudi njem popolnoma nobenih, po Salvingu so se mi določene težave začele, moram reči, da po 2-3 mesecih hoka se je v bistvu vse boleči, vse, kar se je začelo dogajati v telesu, je vse potihnalo, no. In nimam popolnoma nobenih težav, res našla sem modeli, ki mi res ležejo na nogo in sem prav zadovoljna, zelo. Bravo. Morda še vprašanje, malo provokativno, če ne bi mogla teči, s katerim športom bi se ukvarjala? Ne vem.
Ne vem, nikoli nisem razmišljala, s katerim športom bi se ukvarjala, če ne bi Točno mogla to. teči. To je dober odgovor. Ja, mene tudi skozi sprašujejo, pravim, o tem ne razmišljam, ker to sploh ni opcija. Tako, ja. Točno, jaz si sploh ne predstavljam, da bi Bog ne daj, da se mi poškodujem karkoli, da ne bi mogla laufati, ne vem. Se je zgodilo mogoče 2 tedna, da zaradi kakega vnetja, 3 tedne, da nisem mogla teči, drugače pa res imam srečo in nimam poškodb, nimam tega, drugače pa ne vem, kaj bi počela. Po moje, si sploh ne predstavljam več življenja brez teka. In prav je tako, Nataša, naj ti traja še nadaljnjih 100 let, ali kakorkoli. Super pogovor je bil tole. Nataša, res sem užival. Veliko stvari bi se še lahko pogovorila, pa se bova še kdaj na ta način. Jaz ti želim vrhunsko sezono, da vse tisto, kar si prej povedala, odkljukaš. Takole bom rekla, mora biti tudi sreča na moji strani, ker ni to vse, ti si lahko delaš, delavn, pridn, treniraš, ampak če ni tisti dan, gre vse v maloro. No, ampak deva pozitivno tole za džinksati. Jaz verjamem, da je čas, jaz verjamem, da je čas, da tudi 24 ur meni se poklopi točno tako, da brez težav, ker se še ni zgodil, da ga res odlaufam tako, kot se zagre. Da mi ne bo, ker 218 km se je lep rezultat, ampak v svetovnem merilu pa zelo povprečen. No, zato gremo na 230+. Nataša, vrhunsko. Hvala ti za tvoj čas, hvala ti za super insighte v svet ultramaratona. Hvala tebi. Se vidimo v Kranju na 12 ur Kranja, če ne prej. Evo. Absolutno, sigurno. Ko mi čakam. Nataša, srečno v Celje. Hvala. Čau. Srečno, čau.